Dober dan. Evo, jaz končujem nastanitev v temle hotelu. Se pravi, danes letim iz Phuketa v Bangkok. Pa še tam 2 dni prespim, v bistvu skoraj nič ne bo. En dan sem tam, no, pa še to, ja, en dan, slab dan. Potem pa proti domu, pa novim delovnim zmagam naproti. No, zdaj sem tlele šel iz hotela ven, sem ob 12. check-out, sem se pa zmenil, da mi bojo tlele, da sem pustil leta tam na svoj kovček. Jaz se grem pa še 2 urce sprehoditi, okoli mogoče nekaj pojest, pa tako, ker časa imam še ohoho. Sicer imam do letališča dobro urco, ampak imam cajta ful. Pol 10 gre šele avion, tako da imam cajta, Ampak pa za nič pametnega početi, no, tako da bi zdaj pa nekaj lahko danes na neki izlet šel, ali ne vem kaj, ne, tako da nisem v druge, tako da sem pa malo zadev izkoristil dan, pa še malo bom na letališču, bom montiral, pisal in tako naprej, tako da cajt ne bo šel v nič. Ko hodim mimo teh stojnic s hrano, mi niti malo ne zapaše, da bi kaj jedel. Si bi pa rad našel nekaj, da bi pojedel, ampak pojma nimam kaj. Še malo sprehodu bom našel kaj. V glavnem želodec mi še ni tak, ki bi mogel biti. Nobenega apetita, vsemu smrdi. Le mogoče je nekaj tazga čist neutralnega. Tudi sanje se mi nekako pojel, no? Sadja ne smem, ker me spet pognalo. Ne vem. Edino, ki bi mi kaj pasalo, lejte, je nekaj tazga, le. Ne tisto, le, ki tamle dela, pa tule tlele zgleda tudi peče odzad. Je ful lepo po kokosu za dišalu sem, ker ne vem kaj vzeti. Zdaj jaz sem si kupil glih pri teli gospe, lejte, neki medenjaki po 13 telih, to je, kva vem, okoli 30 centov. No, za tole sem dal manj kot €1, je pa kar dobro, tako da, in to mi paše, tako da, super. Tole mraz na letališčih je pa neverjeten. Toliko mrzlo je, da sem, lejte, koliko sem oblečen, pa me zebe in zebe in zebe. Ne vem, zakaj morajo to klimo toliko napolnil. Če bi bilo 3 stopinje več, bi bilo čisto dobro, pa ful manj energije bi požrlo. Prispel sem v mojo zadnjo namestitev na Tajskem. Sem ful vesel, da sem prišel, ker imam vsega dosti. Najbolj so me pa uničile te klime na letališčih, pa zdajle v taksiju oziroma v prevozu. Lejte, sobica pa zelo fina je, ki hladilnik, velika je, lejte, WC, kopalnica, super, sem super zadovoljen, za tole sem pa plačal 16 € na noč. Preden bom šel, bo treba še nekaj pojesti, pa sem tle eno restauracijo našel. Tle se je tako težko zmeniti brez mesa, tako da smo se zmenili, sem jim napisal v Google Translate, tako da mi bojo en pad thai naredili brez mesa, za ceno slabih 2 €, tako da jaz mislim, da bo dober. Bomo pa videli. Evo, pa je prišel vegetarijanski pad thai, diši tako lepo, tako da komaj čakam, da ga zmažem. Res ni velik, ampak bo dober, glih prav za moj še ne čist zdrav želodec. Jaz sem že na letalu, oziroma gre tole že proti koncu, še 2 urce pa pol imamo do Dunaja. Zdajle nam strežejo zajtrk, tlej smo imeli večerjo, let je trajal 12 ur, pa je minil kar hiter. Lejte, tale prazen sedež tlele je moj,
tako da to je najboljši sedež, ki ga lahko dobiš, da stegneš noge, tako da sem fino spal in bom rekel, da je vse skupaj zelo hitro minilo. Je pa, kakor sem že ugotovil, tele Tajvanke, to je namreč tajvanska družba, to so pridne, ki mravljice hitijo, to je neverjetno to, kar vidiš, tako da in tudi hrana dobra, vse super, pa še cena je bila ful ugodna, 540 evrov sem plačal povratno karto. Kako pa kupujem letalske karte, si pa poglejte, sem pa napisal prispevek na blogu. No, lejte, takle je tale naš mini avionček na propelerje, tako da evo, srečno prispel domov, oziroma še do Šentlovrenca moram priti. Čakam prtljago, evo, lejte, nehala ven hoditi, moje pa ni. Morda bo še kaj pripeljali. Hvala Bogu, evo je, spregledal sem. Velike take jih pa pol spregledaš. Ti? Si ti Garfa? Nisi ti Garfa.